Hvala za tale glasbeni uvod. Za ta glasbeni uvod se zahvaljujemo Maji Križaj, učenki 5. razreda kitare v glasbeni šoli Škofja Loka. Nocoj pa v naši sredini pozdravljam patra Branka Cestnika. Verjamem, da tisti, ki ste prišli na ta večer, patra Branka Cestnika poznate njegovo angažiranje, njegove članke, blog, mogoče spremljate njegov blog. Pred 2 letoma pa nas je presenetil, vsaj mene, z enim popolnoma novim področjem, namreč leposlovjem. Pa kar začetek eno vprašanje, kako da je avtor polemičnih člankov, razprav, teoloških razmišljanj zašel v literarne vode? Ja, torej, zdaj, kot pogan bi rekel, da muze obstajajo, ne? Kot kristjan pa da angel navdihovalec pride kdaj okrog, ne? In torej, nisem si jaz niti sam predstavljal, da bom kdaj napisal kaj takega. Dejansko je šlo za en močen trenutek navdiha, neke ideje, neracionalne ideje v nekem hipu, ko sem prebiral strokovno literaturo o zgodovini krščanstva v Sloveniji in sem prebiral antično obdobje. Bil sem v hribih, pod eno smreko sem sedel, bil je začetek aprila leta 17 in sem prebral 20 strani od Metoda Benedika Kapucina, 20 strani o Ptuju in antičnem krščanstvu na Ptuju in Viktorinu Ptujskem, ne, ki imamo njegove spise. In potem je kapnilo, sem pa v tistem času bral zgodovinske romane, rad. Mi je kapnilo, to bi pa mogel nekdo napisati roman. Ne, saj zgodovinarji so povedali, kaj so, več ne morajo, ker so zgodovinarji. Ne. Podatkov imamo toliko, koliko imamo, arheologije, koliko imamo, zdaj pa bi tu en roman mogel nastati. Ne. Bil sem malo razočaran nad Ivanom Sivcem, ki je naredil eno serijo romanov o antiki, pa je krščansko poglavje preskočil. Ne? Da bi vse eno krščansko zgodbo, ko imamo v antiki, vendarle tudi močence na tem področju. Dobro, in potem, kdo bi to napisal? Kdo? Ti. Jaz sem še, kaj ste hecni, ne? Torej, in potem me tisto ni spustilo in sem si že kar zasnoval, v tisti uri pa pol, ko sem se spuščal z Koniške gore proti avtu v dolino k Straniškim ribnikom, sem že nekako delal v glavi, kaj bi to bilo, pa kako bi to bilo, pa da bi to bila triologija. Ker so 3 močni momenti, ki jih zaznamo v zgodnjem krščanstvu na Ptuju. Najbolj skrit je ta moment prihoda. Je samo domneva, da so okrog leta 200 prišli iz današnje Male Azije. Ravno tukaj je zdaj bil potres iz tega področja Antiohije, verjetno, ne. To so na podlagi analize Viktorinovih idej in jezika nekako ugotovili, da bi lahko od tam prišli kristjani. Tisto okrog leta 200, potem za leto 300 vemo, Viktorinova zgodba, sicer je ne poznamo v podatkih, ampak vemo, bil je pisatelj na našem področju, prvi, škof in mučenec. Ne. In potem še leta 380, ko se zgodi veliki razkol, ki je potem trajal 200-300 let, se je čutil ta razkol v tem prostoru na arijanski in ortodoksni oziroma pravoverni ali katoliški del, ko je krščanstvo razpadlo. In na Ptuju se ta razkol zgodil na zelo dramatičen način z vkorakanjem gotske vojske in je škof, ki je bil arijanec, goti so pa bili arijanci tudi, se oblekel v nekega germanskega vrača
in je šel naproti Gotom, napadalcem in jim izročil mesto Ptuj. Tako da je potem sveti Ambrož Milanski kritiziral tega škofa na sinodi v Ogleju. No, to, sem rekel, lej, te 3 zgodbe, to bi bilo za napisati. In kdo, jaz, kak se to sploh dela, nisem vedel. Kak se roman piše? Kak se bere, vem. Kak se piše, nisem vedel. Moram reči, da ko sem prebiral vaše bloge, vaše prispevke, takšne in drugačne, in potem, ko človek prične brati te vaše leposlovna dela, da je nekje podobna mentaliteta zaslediti v romanu. Namreč lotite se v posameznem poglavju enega problema, seveda na znanih zgodovinskih osnovah, in ga dodelate, ampak vdahnete ljudem, ki v tem poglavju nastopajo, dušo. Namreč tisto, kar ste prej omenili, kdo bo to napisal. Vedeli smo po zgodovinskih virih marsikaj, kako pa to v zgodbo spraviti, to je pa vam uspelo. Torej, posamezna poglavja so taka. Prvo leposlovno delo vaše je Sonce Petovione, za katero ste bili celo nominirani za Kresnika. Kako je bilo to, ste bili presenečeni? Jaz sem bil zelo presenečen. Jaz sem roman delo Inkognito, sem ga pisal leto pa pol, razen na zakonski skupini, ko so rekli, kaj delaš, neko imamo tista poročila. Rekel, pišem roman. Kje bo to objavljeno? Mogoče kar na mojem blogu, tak smo ideja. Nisem niti razmišljal o založbi, ne. No, potem pa je že to nekaj nastalo, nekaj večjega in je potem stvar šla do Mohorjeve. Na pločniku sem srečal komercialnega direktora Mohorja, sem rekel, da pač nekaj pišem, če bi jih zanimalo. In jih je. In potem so me sesuli, ko so tisti rokopis videli, kaj je to, neki zgodovinski učbenik, roman, neka mešanca, ne. In manj podatkov, manj latinščine, manj tega, bi rekel, blogerskega prispevka, pa bolj zgodba, bolj žmohtna zgodba mora biti. Jaz sem še po tistem več kot leto dni delal, ne, po tistem prvem. In tako da sem vse skupaj delal dve leti pa pol roman. Z študijem, predvsem z veliko študije arheologije, ne. Hvala Bogu je ogromno ptujske arheologije na spletu. Ubi erat lupa, ta panonski del, tudi hrvaški, avstrijski, madžarski in slovenski, nekako so vsi spomeniki zapisani na internetu, jih najdete v nemščini, obrazložene. In sem potem iz teh spomenikov črpal imena, poklice ljudi, junake sem si poiskal na spomenikih. Tako da sem v romanu 16 ljudi, ki sem jih prebral iz nagrobnikov, oživel. Med drugim tudi župana mesta Ptuj, Gaja Valerija Tetija Fuska. Nastopajo potem v romanu. To je nekje v notranjosti bil neki dolg do mojih prednikov. Jaz sem Ptujčan, Hedinčan, ne. Mi smo imeli njive, krave sem pasal na rimskem Britofu, spodaj rimski Britov, pod nogami bil. In potem nekje to čutiš, ta dolg do teh, ki so tu živeli, ne. Ja, in potem je stvar šla ven. Rekli so mi, glej, 400 romanov takih se proda v slovenskem prostoru, ta je zahteven. Sem rekel, jaz tako ciljam bolj na tiste, ki jih zanima zgodovina, pa latinščina. Rečimo, en taki študent zgodovine, idealni bralec mojega romana, ne. Ampak je potem bilo hitro opaženo in me presenetilo, ne, hitro me je opazil gospod Marko Crnkovič in gospod Marjan Zlobec. Sta me opazila in je potem ta Fokus Pokus portal, še preden so sploh katoliški se malo zbudili, ne, mediji, je že tam bilo objavljeno ena dober vtis, bi rekel, bolj kot kritika, ne. In gospod Marko Crnkovič je drugače primerjalno književnost študiral, mi ga poznamo bolj kot polemika, ne, in tako, ampak on je študiral to. In je potem stvar šla naprej, seveda so dali roman za Kresnika, ampak sem rekli, se ne bo, veš, duhovnik si. Taki ste že tako malo. No, če vas sme malo prekiniti, tudi Janez Jalen s svojimi Bobri pa Finžgar pod Svobodnim soncem sta bila, mogoče v drugih časih. Ja, tak. No, ampak potem pa je prišla ta nominacija, potem še pa, da sem bil finalist, ne, in je to bila veliko presenečenje in velika čast.
Ne, da torej nekako na ta parnas slovenskega romanopisja sem nekje imel pristop na Rožnik, ne, po tistem Makadamu gor do Cankarjevega svetišča. No, in da sem malo srečal tudi te pisatelje in tudi njega, sem srečal njega z veliko pisano, Jančarja, ne, ki je takrat prejel Kresnika desetletja, za to noč sem jo videl. Ja, in tako, no, in je bilo res lepo doživetje tudi to. In sem tako tudi spoznal, ne, da slovenski prostor ima, da v Sloveniji živi en narod knjige. Ne, tudi tu ste narod knjige. In je transverzalen. Vern, nevern, levi, desni, ampak je to narod knjige. In da ta narod knjige bi moral več dati od sebe, tudi v družbenem smislu, ne, ker je povezovalen, ker bere. Oni politični fanatiki ne berejo drug drugega. Kdor pa ima rad literaturo, pa bere. Jaz berem ateiste, komot. Sem duhovnik, ne? In verjamem, da so ateisti, ki komot berejo mene, ker imajo radi knjigo. In ta narod knjige mi je bilo tudi eno posebno odkritje, poseben dar, da sem ga spoznal v tem dogajanju. Ja, no, kot sem že prej omenil, v knjigah, že v prvi, pa tudi zdaj v tej drugi, 6. pečat, ste vsakdanje dogodke takratnega časa, recimo požar, toplice, opisali na kar take zanimive načine. Kje ste črpali? Vseeno, nekje Ja, ni vse nastalo v vašem torej, ja, mišljenju. zdaj zlasti prvi roman, ne, zadnji avtor romana je bralec, to sem zdaj tudi ugotovil, ne. Bralec je tisti, ki dokonča delo, ne. Kako on prebere, se odzove, takrat je roman nekako dovršen. V bralcu se dovrši. In bralec je zelo, ti da nazaj, ne, in je enkrat na Facebooku nekdo zapisal, da je roman ambientalen. Prvi, ne, Sonce Petovjona. Mi je bila ta beseda zelo všeč, ambientalen, ker je ambient protagonist, ne, ker roman sledi bolj podzavestno, torej sem sledil koncept obujanja mrtve civilizacije in da ta mrtva civilizacija nastopa kot junak. Ne, in potem imamo, da so ta civilizacija, rimska civilizacija, ki je 500 let bila na tem teritoriju, ne, država. Torej, da ta rimska civilizacija spregovori v tisti svoji vsakdanjosti, kako se obnaša v požaru, kako se obnaša na konjskih dirkah, kako se obnaša na poroki. Ne? In spoznavam, tako da sem moje junake predstavljal po teh dogodkih, da spoznamo, kako je eno rimsko mesto delovalo. Seveda sem pa to mogel študirati. In tu je bilo veliko, kar včasih napornega študija. Hvala Bogu mi pomaga italijanščina, ne? Italijani imajo potem specializirane tudi portale. Imel sem tudi nekaj literature v knjižni obliki, da sem to našel. Ampak imaš pa potem ogromno stvari, recimo sem napisal, na konjskih dirkah so se pojavili žeparji. Super, seveda so se na konjskih dirkah. Ampak, a je rimska obleka imela žep? A lahko uporabim slovensko besedo žepar v kontekstu, ko ni žepov? Ne? In sem potem šel iskati, kako so bile rimske obleke, če so sploh imele žepe. Ne? In zdaj daš tisti žep in sem potem našel eno enciklopedični zapis o žepu in potem v rimskih časih toga niso imele žepov. Ne? Ampak so imeli mošnjice, denar so imeli ali pa v pasovih. Te bi mogli reči mošničari, ne? Mošničari. Ne pa žepari. In potem daš pač ne pridi pravi ali pa neki drugi izraz, zlikovci, ne. In recimo in se tako učiš tistega ambienta, tiste kulture in nekako poskušaš v slovenščini ujeti tisto latinščino, ki so oni izgovarjali, no, koliko se da. No, tudi v prvi knjigi ste jo opremili z lastnim, to se pravi, tlorisom takratnega Ptuja. Mislim, tukaj imamo samo... Ja, zemljevide delo. Lahko pokažete še. Ja, to je. Ja, to je. To ste vi delali na osnovi teh znanih izkopanin, ki so zdaj, in sklepanj, kje so v posamezni deli Ptuja takrat bili. Dali ste se nekaj, kot sem prebiral, pri samem toku Drave, ki verjetno se je premikala, to je le 2000 let, vendar ostaja pa. Ptuj, torej sem se poskušal arheologije držati, no, in sem tudi potem z arheologi ptujskimi se parkrat srečal, ampak bolj naknadno, post festum, no, da so, ampak sem bil presenečen, sem mislil, da bo bolj strogi z menoj,
Potem pa ti reče kakšen arheolog, ne, zdaj vsaj vem, da nisem zastonj kopal. Ne. Je nekaj oživelo v nekem literarnem delu, v neki umetnosti, ne. Ker skoplje, popiše, objavi, gre v depo, neki spomenik. Ne. Pri meni pa tisti spomenik, potem tisti ime iz tega spomenika zaživi kot lik. Ne. In je potem to pač tudi za arheologe doživetje in neko potrdilo. Ne. Še druga stvar, ki mi je pa tudi presenetila pri obeh knjigah, je pa to namreč povezanost v glavah ljudi današnjega časa, pa verjamem, da tudi takratnih, je nekje v spominu tisto obdobje 50-ih, 60-ih let in to ostane zacementirano. Meje nespremenljive, narodi tukaj, narodi tam, taki. Medtem ko v obeh knjigah vidimo, gre za ogromen rimski imperij, Panonijo, kjer imate pomembna mesta, za katere bi zdaj rekel, sej ni nekje tam Sisek je tam nekaj, eno majhno mesto dol na Hrvaškem, pa dol Sremska Mitrovica, pa to. Ampak takrat so bila to zelo pomembna središča, pravzaprav iz Sirmijuma. Sirmijum, ja. Ja, tam so izhajali celo cesarji, 7 cesarjev. Se je rodilo v Sremski Mitrovici. Ja, Sremska Mitrovica ja. je bila Dunaj tistega časa. Torej, cesarska metropola na Donavi. Ne, to je bil Dunaj tistega časa. In sem imel lani, sem bil v Sremski Mitrovici in sem predstavil svoje romane katoliškemu škofu in pravoslavnim menihom. Pa podaril knjižnici v Novem Sadu za njihov pač oddelek oba romana, ker pač veliko nastopa potem ta Sremska Mitrovica. Moral sem tudi ljudi navaditi na drugačno geografijo. Ne. No, saj ravno to je tisto popolnoma drugačno razmišljanje, ker mi si predstavljamo mejo tukaj Slovenija-Hrvaška, potem dol Srbija, tam čez je že Madžarska, tam potem nekje dol Romunija, Bolgarija. Tukaj je to vse en svet. In tako potem, sploh v 6. pečatu, kjer je postavljen eden od protagonistov v legijo iz Ptuja, gre tja, rekel, nekje daleč Bogu za hrbtom. Celo do Ukrajine današnje, ne? Ja, no. Tako, ja, torej, to je vse bilo Podonavje je bila ena enota, ne? To moramo tako razumeti. Torej, glavno mesto, recimo za tale gornji del Podonavja, je bil v tem delu, je bila Sremska Mitrovica, ne? Potem pa v nemškem delu Regensburg, si predstavljate, pa potem še višje na Reno potem. Ampak in tudi politično je potem vse, kar je bilo, kar mi štejemo danes za Panonsko ravnico, je gravitiralo, je steklo po Savi in Dravi navzdol do Donave. Ne? Recimo Sisek, Dolenjska Bela krajina je upravno in verjetno potem tudi cerkveno spadala pod Sisek, pod Siscijo. Medtem ko pa je Ptuj, Petovjona, je pa imela upravo onstran Varaždinskih toplic. Ne? Varaždinske toplice še imamo arheološko dokazane, da so spadale upravno pod Ptuj. Ne? Ta Akve Jasaje. No tako, in da se potem tudi navadiš. In sem potem prebral en članek, kako so prvi kristjani, ki so na neko področje prišli, v rimskem cesarstvu upoštevali politične meje. Torej, če mi spadamo v provinco Panonijo, spadamo tudi pod škofa v tej provinci. In če je v tej provinci Panonija škof v Sremski Mitrovici, je on naš glavni škof. Ne? Tako, potem Slovenija bila razdeljena na te 3 dele, se pravi Panonija, ki je gravitirala proti Podonavju, vzhodna Slovenija pa južna, potem imamo ta osrednji del, ki je gravitiral gor v Avstrijo, Norik, ne? In potem ta gorensko zahodni del, ki pa gravitiral v Italijo, v bistvu v Oglej. Ne? Tako približno je bila na 3 dele razdeljena. Predlagam, da preden greva bolj na knjigo 6. pečat, da dava še priložnost za eno glasbeno točko. Prosil kar Lucijo Rupar, učenko 7. razreda kitare, da nam odigra Rosito polko.
No, v prvi knjigi Sonce Petovione ste obravnavali oziroma obravnavate obdobje med leti 180 in 200 po Kristusu, medtem ko šesti pečat pa že je obdobje 280 do leta 300, tam okrog leta Ja. 300. Vmes gre kar za eno stoletje pa pol. Če si zdajle predstavljamo v našem času, kaj pomeni za nas stoletje in pol, kako daleč seže nas spomin. Tukaj ste vseeno nekaj potegnili, nekaj povezav, seveda liki so drugi. In pa to je obdobje Viktorina Ptujskega, ki ste ga tudi že omenjali in igra v tej knjigi dosti pomembno vlogo. Tako je, šesti pečat, torej ambientirano potem v trenutek, ko krščanstvo že zelo zaraste, okrog leta 300 se predvideva, da je 10% prebivalcev Rimskega cesarstva že bilo kristjanov in so postali neke vrste prva notranja politična skrb oblasti. Saj so imeli še druge probleme, Rimljani takrat z manihejci in preden so preganjali kristjane, so preganjali manihejce. Ampak tisto je z vidika notranja političnih razmer ni bilo tako težko izvesti, zato ker so manihejci bili vezani na Perzijo in so jih imeli za perzijske vohune. Kristjani so pa bili produkt Rimskega cesarstva. Palestina je bila v Rimskem cesarstvu, Jezus je umrl kot v času rimskega vladavine. In kristjani so bili dobri plačevalci davkov, dobri delavci in je potem bila to odločitev zelo težka za Dioklecijana, in tudi vidimo, da on ni imel odločnosti, je zelo tehtal, kako daleč in kako naj preganja kristjane. Zavedal pa se je, da gre Rimsko cesarstvo v smeri krščanstva, da bo potem prej ali slej postalo krščansko, če ne bo zdaj ustavil, da on ima zdaj še možnost to ustaviti. In so je potem bile razne možnosti od krvavega genocidnega zatiranja, zato so se ogrevali njegovi sodelavci, Gaj Galeri, ki nastopa v romanu, in njegova mama, Romula, in do administrativnih ukrepov, takšnih prepoved zbiranja in podobno. Javno čaščenje. Pa tako. In seveda v tem času je živel Viktorin Ptujski, in je bil v tem času ubit. In to je vse, kar vemo o njem. Mi sicer imamo njegove spise, ki jih je Miran Špelič prevedel v slovenščino, leta 1999 so išli. To, kar je ostalo od njegovih spisov. Ni veliko ostalo, ampak en celoten spis je ostal, razlaga apokalipse, se pravi razodetja. Imate potem imate Viktorinovo latinščino, taka groba latinščina to, in potem prevod v slovenščino. Torej, in iz tega, zdaj, meni je bilo to zelo težko, ker pa ni zgodbe. Vi imate Sveto Lucijo in zgodbo o Sveti Luciji, imate Sveto Barbaro in zgodbo o njenem mučeništvu, imate Maksimiljana Celjskega in zgodbo o Maksimiljanu Celjskem, jo imamo zapisano v kroniki celjskih grofov. O Viktorinu Ptujskem pa ne vemo nič. Kako je bil ubit, katerega leta točno, niti to ne vemo, kako je bil zaslišan, aretiran, nič. Ni nobenih podatkov. In to je bila potem za mene velika skrb in frustracija in izziv, da nekako zdaj čisto na podlagi brez podatkov rekonstruiram smrt enega mučenca. In potem sem še seveda jaz veren človek in imaš potem strahospoštovanje do tega dejanja. Kdo sem jaz, da bom zdaj napisal, da je umrl tak pa tak. Vedeli ste pa, kako je funkcionirala družba tistega časa, kakšni so bili odnosi in ste potem v to... Ja, potem sem se pa, torej, se veste, nekako je pomembno pri zgodbi mučenca, pomemben trenutek smrti. To je, takrat je on alter Christus, tudi teološko, on takrat ponazarja Kristusa, alter Christus. Torej, in potem sem se lotil te metode, ki ti jo tudi namignejo sami zgodovinarji, torej primerjalno. Poglej, kako so ubijali kristjane v tem delu cesarstva v tistem času. In res v tem delu cesarstva, Podonavje, pa Avstrija, pa Oglej, je vse posod skoraj vedno bila prisotna voda.
utapljanje Florjana, zavetnika, on je bil leta 304 utopljen s tovariši, ne? Potem v Sremski Mitrovici so jih veliko utopili, ali pa obglavljanje in metanje trupla v vodo. Ne? Tudi sveti Justi iz Trsta bil utopljen, obtežen s svincem pa vržen v Jadransko morje. Ne? Torej, ali pa obglavljanje, to so bili kancijani, ne, ko so tu zelo pomembni. Ja, so tudi omenjeni, so bili torej, pa oglejski škof Krizogon, pa Irenej škof v Sremski Mitrovici, pa Isiska škof je bil utopljen, Kvirin, no torej voda, rekel, torej Drava. Če govorimo o Ptuju, je to Drava. Ne. Potem sem pa gledal še kakšne druge stvari in sem videl, da na najstarejših tistih kipih Viktorin Ptujski ima zraven meč. Knjigo in meč, ker je pisatelj in meč. Sem rekel, potem pa obglavljanje. Bom vzel tale ikonografski simbol meča in sem potem izbral smrt obglavljanja na mostu. Kot sveti Pavel. Kot sveti Pavel, ampak potem pa tako kot pri drugih močencih, škof v Sremski Mitrovici pa v Ogleju, torej, da vržejo truplo v reko. Potem pa tisti nadaljni koraki, sem spet bral tiste akte o mučencih, kako so bili koraki, kaj se je dogajalo okrog mučeništva, kako so odreagirali kristjani, kako oblast, kako policija in kaj se je dogajalo s truplom. Ne? Kristjani so potem vedno hoteli truplo dobiti. Preganjalci so pa vedeli, da jim je truplo sveto. Ne? In potem včasih so pustili kristjanom truplo vzeti in pokopati mučenca, včasih pa so zastražili prostor, da ne bi kristjani prišli do relikvij in častili mučenca, in so tudi zasmehovali kristjane, če so častili mučenčevo pepel, recimo, da so jaz sem napisal pepelniki, ne pepeljar, nekako tak, ker v Rimu prav obstaja izraz za kristjane pepelkarji, bi rekel, no, ki častijo pepel, ker so častili mučence, ne, njihove ostanke. Torej, ja, in tu je bilo potem ko sem imel sam največjo blokado pri romanu, sestaviti smrt mučenca, ne, niti ne vemo zgodovinsko, nimamo točno podatkov, potem ti si nevreden, da stopiš v zadnjo sekundo v srce mučenca tik pred smrtjo, ampak pisateljsko pa moraš biti toliko drzen in pogumen, da to storiš, ne. No, verjetno vam tudi nihče ne more zameriti, ker vendarle gre za Tako, literarno delo, ki pa nekako vseeno približa življenje in tudi smrt teh ljudi, mučencev vsakdanje. Ja, samo zdaj bom jaz gotovo s tem romanom vplival na imaginarij ljudi, ne. Ta druga stvar. Kak je umrl Viktorin Ptujski? Ja, obglavili so ga pa vrgli v Dravo. Ja, kako vemo to? Vse je Branko napisal. No ja, ravno za zgodovinski učbenik verjetno ne bo za študij teologije. Ampak vse jaz tudi razložim v opombah, ne, mučeništva drugih mučencev. Potem sem prebral eno dobro knjigo v španščini o usmrtitvah kristjanov v Rimskem cesarstvu, kjer so vse usmrtitve analizirane z veliko simbolike, potem samega dejanja, simbolike posameznih elementov usmrtitve, tako da sem se potem kar dobro lahko orientiral pa rekonstruiral eno tako usmrtitev. Ne. Je pa eno veliko nasprotje oziroma občutek, ko prebereš knjigi Sonce Petovione in pa Šesti pečat Sonce Petovione, je vseeno majhen bolj, kako naj rečem, svetla, medtem ko je Šesti pečat bolj temna, več nasilja. Je to bil tudi namen, oziroma sklepam, da verjetno gre za razliko krščanstvo tam takrat na začetku, oziroma o tem, kar ste že prej omenjali, enostavno se ni dalo v tem obdobju pisati lepše oziroma lažje. Ja, torej pri Soncu Petovione sem se namenoma držal, da ne bo notri preganjanja kristjanov, čeprav sem imel v načrtu potem še en odlomek o preganjanju, sem rekel, večino časa so kristjani živeli v miru in dejansko Rimsko cesarstvo omogočalo širjenje krščanstva. Ne, ni bilo absolutno negativno. Z svojimi cestami že, recimo, kako so lahko apostol Pavel, zakaj je tako dobro potoval? Ker so Rimljani mu dali na razpolago ceste in ladijski prevoz. Ne. Je plačal in odpotoval. In tak, torej, da se krščanstvo je neke vrste bela knjiga o Rimskem cesarstvu tudi, ne, zato tudi mordoče bele barve. Seveda mogel sem pa upoštevati ambient Panonije, ki je bil zelo vojaški,
kjer so bili vojaški spopadi pogosti, tudi vdiranje germanskih in tehle iranskih plemen prek Donave pogosta, ne. So bila ta vdiranja in je, torej, pa vojska je bilo ogromno vojakov, pa bivših vojakov vse posod, zlasti na Ptuju, ne, da ta vojaški element dovolj zastopan, da tudi spoznamo Rimljana v bitki, ne, in njegove probleme vesti, recimo, če že lahko o tem govorimo. To je bilo pri prvem romanu, torej v glavnem miren roman, svetel, drugi pa seveda je obdobje, ko se nekdo odloči, da bo zbrisal eno religijo, ne, in se odloči za trdo metodo. In potem pa je bilo samo vprašanje, koliko bom zdaj nasilja tu noter prikazal. Jaz sem prebral Evzebija Cezarejskega o mučencih, o palestinskih mučencih, ki je zelo krvavo bilo, recimo, pobijanje kristjanov na današnjem Bližnjem vzhodu. To je nepredstavljivo, kakšne vse načine so si izmišljali, da so jih pobijali, in to množično, ne. Recimo. Na drugi strani pa imamo Anglijo, pa Francijo, Galijo in Britanijo, rimski provinci, kjer pa nimamo niti enega mučenca iz časa Dioklecijanovih preganjanj. Tam pa sploh niso se krvavo lotili tega preganjanja. Že zaradi tega, ker je oče od Konstantina tam vladal, ne, in potem je tudi Konstantin se navzel te miroljubne politike. In imamo tu ta dva ekstrema istočasno, torej Dioklecijanovo preganjanje kristjanov je zelo krvavo, zlasti leta 305 na vzhodu in odsotnost krvi na zahodu. Samo neke administrativne ovire so napravili kristjanov na zahodu. In mi pa smo nekje vmes, ne? Koliko je bilo tu nasilja? Tu v Panoniji, nekje na pol poti med vzhodom pa zahodom. Zdaj, koliko vidimo otapljanja in to lahko predvidevamo. In običajno so še, če so enega ubili, so še koga zraven, so bili kakšni tovariši tudi. In tako da sem se tudi tu odločil, da torej bom prikazal, ampak eno zmerno dozo nasilja. Pač tako, kot je bilo, ne. Zelo realno prikazan. Da ni preveč, ampak da pa tudi je. In da tudi prikažeš, kaj se rodi v trenutku, ko ena oblast nekomu reče, preganjaj ga, imaš proste roke. Rodijo se sadisti, pridejo ti ljudje do izraza. Najslabši ljudje pridejo takrat do izraza. V vseh režimih, ne, ki se izživljajo potem nad žrtvami. In tudi te sadiste srečamo, ne, in tako, torej, da je nekaj potem nasilja, ja. Bi predlagal, da tole krvavo razpravo majčkeno zaključiva, preden nadaljujeva še z enim glasbenim vložkom, pa bi nam Tjaž Svolšak, učenec 7. razreda kitare, zaigral še Adagio. Prosim. No, v temu, kar sva prej dorekla glede grozot, ki so se dogajali, pa vseeno ta roman, Šesti pečat, nima zgolj takih temnih zgodb, tudi marsikatera svetla. Mene se je zelo zataknilo ta skrb za, ne morem reči beseda, knjiga, ker ni šlo za knjige takrat, šlo vendarle za zvitke. Kakšna skrb je veljala za
prenašanje zapisov, takrat prvih prevodov, svetih besedil in tudi to, da so veliko vlogo pri tem igrale ženske. Ja, torej, mi vemo iz virov, da je Dioklecianovo preganjanje šlo v 4 ediktih, neki so se stopnjevali. Prvi edikt februarja leta 303 je zapovedal torej prepoved zbiranja, druženja, obredov kristjanov in ni pač bilo še veliko aretacij takrat, no? Ampak to in zaplemba vseh knjig. Vse knjige so mogli dati, ki so jih imeli in to so potem zažgali, ne? In zaplemba cerkvenih, bi rekel, tehle kronik, pa oni so delali spiske krščenih ali pa spiske teh katehumenov so imeli, ne? Imena, kdo bo sprejel krst v naslednjo veliko noč in tak. To so morali vse oddati, ne? In se več niso smeli družiti. In ni pa še bilo takrat, prvi ukrep še ni bil, da bi šel direktno na ljudi. Potem drugi ukrep pa je že šel direktno na ljudi, ko so zaprli starešine in voditelje. To je bilo pa potem poleti leta 303. Tretji ukrep je malo poskušal umiliti, ne? Prva 2 ukrepa, ker je preveč kristjanov končalo v zaporih. Četrti ukrep, pa ko je Dioklecian zbolel, pa je potem njegov socesar Gaj Galerij malo prevzel vajeti, pa je potem morajo vsi darovati, drugače pa jih pobijemo, ne? In je potem tisti četrti ukrep sprožil, to je pa bilo spomladi 304, to splošno krvavo preganjanje. So pa že prej tudi koga ubili, recimo Viktorina. Ja, torej, kaj smo rekli že? Glede skrbi za te knjige, ja, in zdaj varovanje, skrivanje zapiskov, prepisovanje, vloga žensk. Se veste, vse to je tudi v naši zgodovini bilo, ne vem, fašizem, ko je prišel, pa skrivanje knjig pred fašisti, pa ko nacizem prišel, pa slovenske knjige skrivati, ne, pa potem, ko je prišel komunizem, pa spet nekaj druge knjige skrivati, ne, pred režimom. Torej, ampak jaz sem se tu tudi obrnil na eno zgodovinsko dejstvo, in sicer, da so bile v Soluno, v Tesaloniki 3 sestre, to poroča njihove akte imamo shranjene o njihovem učeništvu. To so bile Agapa, Hiona in Irena. In imamo tisto zasliševanje potem ohranjeno, ko jih zaslišujejo, potem ko ujamejo zadnja je bila Hiona, ki so jo ujeli, ali Irena, ki se najdlje jim je uspelo se skrivati. Kje si se skrivala? V hribih. Na podeželju se je skrivala. Ja. To je neka zgodba. Ja. Teh zgodb. Ja. In skrivala knjižnico s sabo. Ja. Ta ženska je se skrivala na podeželju, pa skrivala knjige. In potem sem jaz od tele, to so bile 3 sestre, ki so bile potem ubite aprila leta 304 v Tesaloniki, se pravi v Soluno, bile žive zažgane. Od te 3 sestre sem jaz potem vzel za moje 3 sestre, ki nastopajo v romanu, ki nekako oklepajo roman, tako da ima ženski plašč, ki je zavit celi roman. Ne? Torej, in tudi navdih, da je ena izmed njih tajna knjižničarka. In skriva zavitke in jih šverca sem in tja in še prej pa jih prepisuje, ker so oni pač bili doma prepisovalci, imeli so trgovino, tudi zapisali in to, in ona se naučila brati, pisati, ne. In tako, no, potem je tudi en poklon knjigi se v romanu začuti, no. In pomen knjige kot ene materije in pa prinašalke idej, besedila, kulture. Tako je, tudi če nas vse pokončajo, bomo še knjige nekje skrili, nekdo jih bo našel, ne. In potem tudi tehnično študirala, kako ohraniti knjige pod zemljo, pa da jih miši ne pojejo, pa da ne razpadejo, da ne se gnijejo, ne. In podobno. Kje je skrit, in potem išče ta skrivališča, no, in potem ima eno skrivališče, med nekih ruševinah najde neko sobico, tak mali prostor in potisne knjige noter. V enem razpadajočem zidu, ja. Ja. Torej, dobri zgodovinski romani stopajo v stik s sodobnostjo. Danes smo slišali že precej o tej knjigi, bi kaj izpostavili. Ja, seveda. Verjetno iz Sonca Petovione lahko. Ja, zdaj, Sonce Petovione, recimo, to je tudi potem navdušilo bralstvo, ne.
ta multikulturalnost. Ne, danes se veste, multikulti je pač nekje dejstvo in tudi moda, ne, malo, predvsem dejstvo, ampak je tudi malo moda, moraš poudariti multikulturalnost in tak. Ampak Rimsko cesarstvo je bilo multikulturalno, ne, to je bilo, Rimljani so imeli princip talilnega lonca, se pravi, vse kulture, ki jih srečajo, obrede, templje, bogove, oni vržejo v ta talilni lonec. Ne uničijo, ne, ampak vzamejo v svoj lonec, to skupaj kuhajo, mešajo in potem oni so prišli recimo na Ptuj leta, predvidevamo okrog leta nič, ne, ali pa 310, pridejo nekje na Ptuj in tam so Kelti častili Marimogija. In so potem Rimljani rekli, kaj je to Marimogi? Aha, kaj je to bog? Aha, v vojni pomaga domačinom, to je naš Mars. Pa naj častijo Marimogija, to je Mars. So to povezali, to je Mars, to je podobno, ne, tak. In tak. Potem so imeli koncept lokalnih bogov, ne, da so bogovi, ki živijo v eni provinci, v drugi pa ne. To je bilo, pogansko razmišljanje bilo drugačno, ne. In da potem ti, če priješ v eno provinco, je dobro, tiste bogove dobiš na svojo stran, da jih ne žališ. Ne, to so imeli to. Potem pa seveda koncept trgovine, diplomacije, ne. Rimljani so bili bolj diplomati kot vojaki. Čisto iz začetka Rimskega cesarstva vemo, da so oni vojno doživljali kot poraz. To, da so se morali iti bojevati, pa kaznovati sosedna narode, plemena, že čisto na začetku so doživljali kot poraz diplomacije, poraz politike, ne. In veliki duhovnik rimski v času vojne je spremenil ležišče, potem en tempelj, tale Janosov tempelj so odprli ena vrata, ki so bila vedno zaprta, nekako tak, in veliki duhovnik ni smel videti vojaka. Ne, v kakih drugih kulturah je potem veliki duhovnik blagoslavlja, ne, to še imamo zdaj tule na vzhodu, ka fronta duhovniki blagoslavljajo. V prvotnem Rimu veliki duhovnik ni smel videti oboroženega človeka, ker je to bil poraz, da treba na vojno, ne. Tako je Rim imel to neko svojo kulturo, neko svojo logiko, seveda se je to tudi spridlo potem ali pa kaj, ampak je imel to bi rekel, te temelje civilizacije, katere mi danes nekako še vedno črpamo iz Rima, ne. Ja, in seveda ta multikulturnost je v prvem romanu pač zelo razvidna, zelo jasna, tudi liki so tako, eden je iz Afrike, eden je italskega porekla, eden pa Grk, ne. In tudi ti trije glavne liki, recimo, trije moški liki glavni, ne. Tako da že takoj vidimo tele srečanje kultur, potem razmišljanje o bogovih in enem bogu, ne. Tako, ja. Tudi mitraizem se že močno... Mitraizem se pojavi, ampak takrat še Mitra niso dojemali kot boga sonca, to so ga pa kasneje, ne, čez 100 let pa že. In je to podobno današnjemu času, ko se selimo pa tak, ne, in Rim tudi ponuja neki recept, torej neki recept sobivanja, še vedno, ne. Tudi pravno gledano, ne, lej, oni so pač imeli zelo preproste stvari, plačaj davek, varuj pa kaj češ, davek pa plačaj to. Ne. Pa prepoved žrtvovanja ljudi, ne, to pa. Recimo, tu smo imeli neki etos v religiji, da se človeka ne žrtvuje v verskem obredu. Oni so rekli, da zakaj je Rim premagal Kartagino? Zato, ker je Kartagina darovala žive ljudi svojemu bogu Molohu. Rim pa ne. Človeka se ne daruje. Čeprav imamo potem tudi neka pričevanja, da so kdaj kakšni obredi bili podobni temu žrtvovanju človeka, ne. Ja, to je v drugem romanu pa seveda podobno z današnjim časom, pa bi rekel, je pa bolj ta podobnost, ko ena družba zaide v polarizacijo, v sovraštvo, ko išče nekega krivca, ko potem se režim spravi na nekega domnevnega krivca iz strahu po lastnem preživetju in podobno, ne. Teh stvari pa tudi v sodobnem 20. stoletju, teh dogodkov imamo, ne. Torej, zatiranje ene manjšine ali pa nekoga, ki je kriv za vse, ne. Nacisti so rekli, Judje so vsega krivi, ne. Ista formula se pojavlja tu pa tam potem v Rimskem cesarstvu. Kdo je kriv? Kristjani. Kristjani. Zakaj? Ker so brezbožniki. Oni so imenovali kristjane ateisti. Ateos, ne, prav, ta izraz so uporabljali. Torej, nimajo boga, bogov ne častijo, ne. In potem jih žalijo. In potem je Dioklecijan, recimo, je pa bil zanimiv, ne? On je bil genialni reformator,
Tudi pojem oblasti je imel omejen, torej jaz sem cesar, ampak do penzije. In je res potem zgradil palačo v Splitu in je šel v penzijo. On je bil prvi cesar, ki je šel v penzijo. In je živ dočakal penzijo. Ne? Torej, ampak po drugi strani je pa imel tudi neko praznoverje, pri njem prisotno zlasti v starejšem drugem obdobju, ko je tudi malo že bil depresiven, utrujen, pregorel, bi danes rekli. Ne? In je potem se dal tudi prepričati, da so kristjani krivi za neke metafizične probleme Rima. Ne, da Rimljani več nimajo tega stika z bogovi, da so izgubili, ker kristjani so neka metafizična motnja in molitev rimskih svečenikov več ne pride do njih. In to je potem tudi izpričano v Evzebiju Cezarejskem ali v Laktanciju, imam tam en obred v Antiohiji, tukaj je bil potres. Ne, je bil to res leta 98 ali 99, je bil en obred v zahvalo za zmago nad Perzici, so naredili Rimljani z Dioklecijanom na čelo ta obred zahvale bogovom in obreda niso mogli speljati. Obred pomeni, da ti žrtvuješ žrval na oltarju, potem pa prerokuješ iz njenih notranjih organov. Ne? In niso mogli prerokovati, niso mogli nič. In potem so bili svečeniki zablokirani in so rekli, da je neka motnja na dvorišču, da so neposvečeni na dvorišču in da se eni križajo na čelo. In ker so zgleda pa, da so potem iz tistega dvora cesarskega vse uslužbence in vojake postavili na ta obred in eni so bili kristjani. In ko so oni začeli ta poganski obred, se je kristjan prekrižal ali pa se v stran obrnil. Ne? In so potem tam na licu mesta te kristjane kaznovali in potem pravi pisatelj, pisec, in Dioklecijanu to ostalo zelo v spominu in da je to potem vplivalo, da se je odločil za preganjanje, ker je kristjane začel razumevati že kot neko metafizično grožnjo, ne? Duhovno grožnjo rimskemu cesarstvu. No, vsega ne bova povedala. Ja, nekaj prepustimo, vendarle gre za literarno delo, ki naj prepusti nekaj tudi bralcem. Ja. Bi pa za konec čestitev, ker uspelo vam je mrtvo civilizacijo iz ostankov kamnov, se pravi nagrobnikov njihovih, oživeti v teh likih. Bi pa vseeno dal kakšno priložnost tudi našim nocojšnjim obiskovalcem, da postavijo verjetno kakšno vprašanje. Bi kdo še kaj mogoče? Verjetno potem, ko kamere ugasnejo. Ja, prosim. Je bil kakšen poseben odziv na Ptuju, samo ponavljam toliko, da se sliši? Ja, na Ptuju je bil zelo lep odziv, no, v tehle krogih, tudi strokovnih, ne, zgodovinarji in arheologi recimo, pa v teh, ki gojijo to umetnost na Ptuju. Vedno je bila neka želja, da bi Viktorina Ptujskega bolj poznali, recimo zlasti pri Šestem pečatu, ne. Se so tudi potem že pojavile hitro ideje, da bi to nekako tudi v eno gledališko formo spravili, ne? Da bi imeli mi neki pasijon lahko, ne? Recimo. Roka dobiva očitno konkurenco na Ptuju. Ja, tako da bi malo, recimo, kakšno, da bi se v umetnosti lahko nadaljevalo, ne? Ker zdaj kip Viktorina Ptujskega imamo, naredil Viktor Gojkovič kipar. Potem smo imeli simpozij leta 2003, tako da strokovno je, dela so prevedena. Ne? Seveda nimamo pa, recimo tudi po cerkveni liniji je en veliki kiks se naredil, da ni ene kapele ali pa cerkve na Ptuju, Viktorinu Ptujskemu posvečene. Ne? Pač mi smo šele za časa Slomška dobili dovoljenje, da lahko Viktorina Ptujskega častimo na Ptuju. Ker se je prej mislilo, da je on Francoz. In je en nemški strokovnjak dokazal pred 250 leti, je dokazal, da ni bil Francoz, ampak da je bil ne iz Potuaja, ne, ampak iz Petovione, Ptuja. In potem so oni Francozi, oni so pa že imeli kapele, pa to so ga častili kot svojega. Ne. In potem so ti Francozi mogli razočarani, da so izgubili svetnika. Zdaj, legenda pravi, da so imeli celo dan žalovanja, ko so zveli, da ni njihov. Ne. Ampak zanimivo, da iz tega mesta potem prihaja Martin Dois, zdaj jaz te francoski priimkov ne bom dobro izgovarjal, ena profesorica, ki je najboljša poznavalka Viktorina Ptujskega, ki ga je naštudirala do konca,
ki pa je bila gnana ravno potem, ne, ker je videla, kot že deklica, je videla kapele z Viktorinom Ptujskim, so rekli, ja, to je en svetnik, ko smo mislili, da je bil naš, pa ni, veš, to je tam nekje. In ona je potem šla študirati teologijo in patristiko in je potem doktorirala z Viktorina Ptujskega in njeno delo je v francoščini, je najbolj temeljito delo trenutno o Viktorinu Ptujskem. In tudi Miran Špelič tu v prevodu dejansko neke njene ugotovitve in to uporablja v opombah in tako, ja. Ampak Ptuj pa se ni v tem času neke kapele postavil, nekega svetišča, ne, kar bi bilo za pričakovati. No, lepo je nekaj še za pričakovati. Ja, mogoče lahko pričakujemo še kakšno stoletje kasneje, kakšno knjigo? Ja, zdaj jaz sem tako vmes napisal še tudi to, pogovori z njo, to pa je o mobilizirancu z druge svetovne vojne. To je tik pred novim letom išla? Ja, to je te redne zbirke Mohorjeve. Pač kot večernica, se pravi bolj lahka povest, ne, čeprav spet ni tako lahka. Zdaj pa delam že nadaljevanje šestega pečata, ampak nisem šel v leto 380, kot sem najprej si nekaj mislil, ampak kar da nadaljujem. Ne. Če je šesti pečat nekako od svobode do zatiranja in do uničenja krščanstva v nekem mestu, to se zgodi. Šesti pečat je prerokba o uničenju, ki jo imamo v Apokalipsi. Ne. In Viktorin jo razlaga, to je prerokba o uničenju cerkve. Ne. In potem se pred njegovimi očmi to začne uresničevati. On res misli, da je jagnje odtrgalo šesti pečat. Ne, to imamo iz Apokalipse. Ta prizor jagnjeta, ki trga pečate iz knjige. Torej, in potem sem videl, da je bilo dobro, če bi zdaj še nekje drugo polovico od zatiranja do svobode. Ne. Če se rekel v prvi polovici bolj Dioklecijanova, potem leto 313, ja, potem pa Konstantinova v drugi polovici. Tako da sem zdaj začel delati kar tudi celo z nekaterimi junaki od tod. No, se ravno to, ja. Tukaj je bilo vseeno 150 let in ni bilo možno kakšne kontinuitete, razen da se omenja, ja, da takrat je pa nekdo o tem še bil zdaj. Tukaj, ja, torej, naslednja knjiga, ki potem nekako oporeka to knjigo, ne, pa reče, ne, ni šesti pečat, ni uničenje, ampak zdaj pride svoboda. Ne. Torej, pa da to vidimo, kako je to potekalo. Potem tu pa imamo potem tudi spet neke vzorce, lahko, kako so kristjani potem svobodo sprejeli, kako so jo razumeli, ali so se hoteli maščevati tistim, ki so jih preganjali, ali ne, ali kako je to bilo. Takrat tisto obdobje je tudi zanimivo potem. Ne. In tudi tam boste seveda temeljili na nekih zgodovinskih dejstvih, ki so zapisana. Ja, problem je, da nimam junaka. Ne. Veste, kaj je to inteligenten človek? Inteligenten človek je človek, ki te pogleda v oči in ti pove tvoj problem. In meni se je zgodilo 2 meseca nazaj, da me Anton Stres, upokojeni nadškof, filozof, pogledal v oči na enem srečanju v Celju, pa je rekel, Branko, jaz vem, kaj je zdaj tvoj problem. Kaj? Ne veš, kdo bi bil glavni junak naslednjega romana. Sem rekel, točno. Torej, počakamo še, da odkrijete še naslednjega junaka in pričakujemo še 3. del te knjige, ki se dogaja v Ptuju, v okolici in takratnem rimskem cesarstvu. Prosim. Dve vprašanje imam. Eno je, vi ste svetnika branili in obsodili. Ali ste v enem potezu to speljali, ali ste to hodili nazaj in pa popravljali? Drugo pa je, ali je kakšna primerjava možna s sedanjim časom? Ja, torej, no, jaz sem zdaj v šestem pečatu je 8 velikih poglavij, ki sledi 8 junakom. Ne? In vsako ima ime po junaku. In 3 od teh 8 so preganjavci. Tako da mi z vidika preganjavca spoznamo. Ne? In eden izmed preganjavcev niti ni tako hudoben, čeprav je potem odgovoren za najhujše stvari. Ampak osebno ni hudoben, recimo. Spoznamo pa vrhovnega preganjavca tudi Konstantina. Ne Konstantina, se pravi, Konstantina spoznamo tako kot stranski lik, ampak Dioklecijana. Ne? Celo jaz sem si dovolil, da sem takrat tam v tisti sobi, ko se on odloča o preganjanju. Ne? Torej, tako da je ta vidik preganjavca zraven, pa njegove dileme,
tudi moralne dileme, ki jih ima pri tem. Ne. Se ni bilo to enostavno proti svojim državljanom iti. Ne. Rim je bil inteligenten, ne, je le premišljeval, kaj to pomeni. Torej, potem tako, da sem rekel, poskušal tudi malo politično korektno, ne, uravnotežiti te vidike. Ne. Tako da Ni zgolj z enega zornega kota, ali pa se izogiba, da bi to bil nabožni roman. Ne. To ni nabožni roman. Ne. Torej, tudi ni krščanski roman, tako sem eno kritiko, to pa krščanski roman. Govori o kristjanih, pa zdaj, ampak govori tudi o nekristjanih notri, jih je veliko. Ne. Torej, tako da spoznamo eno in drugo stran in z obeh strani en dogodek, ne, kako je nekako zrel ta dogodek. Seveda, potem pa Viktorina je bilo najtežje potem v tistem zadnjem trenutku ujeti in tam dejansko ti pomaga samo neka duhovniška izkušnja molitve, da razumeš recimo enega duhovnika, škofa, zadnje ure njegovega življenja. Torej, kot molilca sem ga potem nekje postavil, ki moli za vse. Tako, ja, drugo pa je bilo... Seveda sem porabil ene stvari. Jaz sem porabil grde stvari, ki so jih nacisti delali v okolici Ptuja, nekatere. Ne. Mojega starega očeta so gestapovci prejeli, z 24 kolesarji so prišli nad njega, da so ga aretirali. In Viktorina 24 jezdecev pride nad njega, da ga aretira. Potem recimo med okupacijo se je veliko skrivalo v zemljankah. Podobno kot tukaj. Tu ima tudi zemljanka. Potem imamo en mističen dogodek, ko so Nemci hoteli zažgati en skedenj. In je tudi tu noter ta mističen. In tisti skedenj ni hotel goreti. To je bilo v Lancova vasi. In ker je v tistem tam bila nova maša, oziroma premicija nekoč. Ne. Potem pa sem tudi še to revolucionarno nasilje, nekaj prizorov. Tudi to, kar so moji doživljali, recimo lažno streljanje, da je Ozna postavila kmete pa kovača mojega starega očeta, po katerem se navdihuje potem ta roman. V vrsto pa so potem brez metko streljali v njih, ne, da so jih prestrašili, psihološko mučenje. Tukaj puščice tu pa puščice z testom. S testom. Recimo, ja. Pa potem tudi prizor, zdaj ne bom vsega povedal, ampak prizor, ko zasliševalec zajaha zaslišanca. Ja. To pa en znan prizor iz Ljubljane bil po vojni. Zaslišanec pa je bil škof Volk. Torej sem malo te stvari, da nekako vidiš kontinuiteto zla in kontinuiteto pravičništva. Ne? Da nekako se zlo skozi zgodovino vedno enako podobno spravlja na pravičnega. Ne? Tako sem potem se navdihoval v tej polpretekli zgodovini malo. Pa koncentracijsko taborišče, recimo, je opisano. Pozorne, Rimljani so imeli sistem teh taborišč za kaznjence, ki so bile zelo podobne koncentracijskim taboriščem. In so to bili v glavnem kamenolomi. In Viktorin Ptujski tu notri pravi, dobra dela kristjanov so ta, pa ta, pa ta in obiskovanje kamenolomov. Kaj pa obiskovanje kamenolomov? In potem imaš opombe od Mira Špeliča zaradi kristjanov, ki so bili zaprti v kamenolomih. In so imeli izraz za zaprte v kamenolomih živi mrtveci. To si bil tik pred smrtno obsodjo v kamenolom, da si še. No, in sem potem tudi študiral te kamenolome, ta taborišča rimska, in sem ta pohorske rimske kamenolome šel obiskat, jih imamo evidencirane v arheološkem katastru Slovenije, ne. Sem jih šel obiskat, sem si jih pogledal, da si jih približno predstavil in potem nekaj prizorov v teh kamenolomih. Ne. Kar pa je potem podobno recimo enemu koncentracijskemu taborišču ali pa gulagu. Ne. To je potem to isto zlo, recimo podobno zlo, ki se vleče skozi zgodovino. Vseeno pred tem nocojšnjim praznikom jutrišnjega dneva kulture, kaj lahko rečemo, da tehnologija vse napreduje, žal pa človeški odnosi ostajajo na istem nivoju, morda jih z jutrišnjim dnem lahko vsaj za en korak popravimo naprej. Tako je. Hvala vsem, ki ste prišli. Zahvaljujem se predvsem avtorju gospodu Branku Sestniku, nastopajočim učencem glasbene šole Škofja Loka, ki nastopajo pod mentorstvom Denisa Kokalja, vsem seveda vam obiskovalcem in vsem tistim, ki nas boste spremljali preko družbenih omrežij, kjer bo ta
posnetek nocojšnjega pogovora na voljo kmalu. Hvala vse skupaj še Hvala. enkrat. Hvala.